Okay, lepo pozdravljeni nazaj pri Tangenti, drage poslušalke, dragi poslušalci. Najlepša hvala, ker ste se nam pridružili tudi v tej novi epizodi. Mi smo tukaj v našem studiu, ki ima eno tako lepo nadgradnjo, to so naslanjači, in bomo videli, če ima udobje naslanjačev kakšen tak pozitiven efekt na to, kako se mi tukaj razumemo. Ne? In zdaj, ko se že razumemo, to implicira, da imam s sabo tudi še več ljudi. In sicer tukaj pozdravljam Ivo. Živijo. In pa Janeza Gorenca, DJ-ja. Živijo. Danes bomo malo govorili, malo razpravljali o humorju. In sicer mislim, da imamo kar par zanimivih točk, o katerih bi se lahko malo pogovorili. In sicer recimo, kaj je pravzaprav to, kar v nas vzbuja smeh? Kaj je tisto, kar je na nek način to gonilo humorja? Ne? Kaj je tisto bistvo smešnosti? In pa mogoče pa tudi, če bomo se spravili do tega, ne? Tudi malo o tem, malo bolj tako čisto v odnosu do drugih ljudi, do družbe, ne? Ali je treba, da je človek recimo, ne vem, rasist, homofob, antisemitist, ne, seksist, zato da se lahko smeji oziroma da lahko razume to vrstne šale, se pravi seksistične, rasistične in tako naprej šale. Ne. Tako da, kaj za vaju, recimo, kakšne šale so vama všeč, kaj mislite, da je tisto bistvo, ne? Da je tisti sprožilc smeha pri vama? Pri meni, po moje, predvsem kakšne besedne igre. Okay. To mi je tako, ki so tako duhovite, pa pač moraš... Tako, so neki skriti pomeni, ko potem, ne vem, eni ljudje sploh ne razumejo in potem je to tako, kar da rata pa ena taka grupa, mi se pa razumemo, mislim tako, ne. Pa se ne to v smislu slabega, obetuni pa tega ne šteka, ampak tako, ne vem, to mi je najboljš pa kakšna situacijska komika. Se mi zdi, da to, da ka nekaj pričakuješ, kaj se bo zgodilo, pa se pa zgodi nekaj čist kontra ali pa... Ja, po moje glih te neke razlike v smislu sposobnost, nesposobnost oziroma pač ne vem, to, da je nekdo v nečem zelo dober, potem se mu pa zgodi neka čudna stvar ali pa v nečem drugem ni in potem se znajde v taki situaciji, kjer se ne znajde tako. Po moje to, no. Ja. Jaz pa ne vem, jaz recimo tudi, te besedne igre in tako naprej, ja, tega je dost, ampak ene so slabe. Ne? Dobar, ja. Ampak se ponavadi glih to smešen. Ne? Mislim, to je čuden, ne? Da koliko je smešen pravzaprav potem že to, ne? Koliko so lahko te besedne igre znač. Ponavadi bi človek rekel, da mora biti besedne igre dobre, zato da se jim recimo smeješ. Ne? Mislim pa tudi vse druge šale velja tako, ni res. Tukaj imaš pa takrat ta nekak obraten element. Ne? Kaj pa ti, Janez? Pač odvisen je, vedno je odvisen, kaj je smešen. Ne? Tako, mogoče situacija bi jaz rekel, to se mi tudi doskrat, predvsem se mi zdi situacijska komika, podoben kaj Iva. Doskrat pa tudi absurdne situacije. To se mi zdi, da znajo biti zelo zanimive ali pa smešne. Saj meni tako, ker te tako preseneti, kakšno čak. Doboj pa v bistvu ena reakcija lahko tudi smeha. Tako da meni je to, no. Pa do neke mere imam tudi rad ironijo. Ja. Če je usmerjeno v en konstruktivno smer. Kaj pa sarkazem? Odvisen spet. Kaj je sploh razlika, recimo, kar jaz tega še vedno ne razumem? Zanimivo, da to daš, ne? Jaz sem slučajno prav to zadevo hotel preveriti, ne? In sem v Googlu te zadeve. Kar sem naletel na oddajo na Valu 202, jezikanje,
Priporočam, zanimiva oddaja, ki se ukvarja tudi predvsem z vprašanjem jezika in tako. Na kar začnem poslušati in v prvi del oddaje sprašujejo mimoidoče, kako oni doživljajo razliko med sarkazmom, ironijo in cinizmom. Na kar slišim en znan glas. In to ni bil, koga to? In to ni bil noben drug kot naš Peter Černe. Res? Wow. Tako da mislim, da je on ta prav naslov za to, da ima že izkušnje. Tako da Peter, prvo kot prvo, nisem vedel, da si ti tako že radijska osebnost, ne? Poznan v etru. Ja, kot naključni mimoidoči. Ampak jaz ne, pa to je bilo že kar dolgo nazaj, ne? Mislim, da 2018. Do 18. Jaz se spomnim, da takrat nisem čist ful tako, najprej sem pomislil, wow, ful dobro vprašanje, to ni šans, da koš to povedal, ne? In zdaj sem poslušal, no, se si mi poslal in sem pač poslušal in sem se sam za glavo držal. Kaj si ti to neki bluzil tam, ne? Pač v bistvu takrat sem povedal to, da ja, da je razlika, pač obviously, ne? Če se izrazi pač tudi različno, če se tem pač pojavam različno tudi reče, ne, pa me, da mora biti neka razlika med njimi, v glavnem, ja, ampak da je to razliko zelo težko opredeliti. In ne vem, jaz mislim, da, kaj sem že rekel, da ironija, v bistvu, cinizma se sploh nisem dotaknil, pač sam govoril sem pa, da recimo, razlika med ironijo pa sarkazmom naj bi bila to, da pri ironiji na tak bolj subtilen, posreden način nekoga zbodeš, kritiziraš, ne, pri sarkazmu je pa to zelo očitno. Čeprav danes ne vem, če je to res tisti bistven element. Ne, ker pol naprej oni sami razložijo. Ne? Ja. Do bistvu sarkazem se poslužuje tudi ironije. Zdaj, kaj pa je prav ironija, pa ja. Je težko reči, mislim, da ponovati ironično je recimo to, da se greš cepati proti covidu in potem pač dobiš covid. Recimo, ja. Ampak samo po sebi lahko ta princip, ne, ko bi rekel kontradiktornosti, rečeš eno, misliš pa drugo, ne? Recimo, ja. Je lahko usmerjeno v nekoga, da ga špikneš, ne? Se pravi, jaz mislim, v tem primeru je pa sarkazem, ne? Ne, a res, a v tem smislu? Ja, tako. Okay. Wow, okay. Ironija je bila bolj splošna, ne? Ja, super, ne, res. To je prav demonstracija v praksi. Ampak ja, ne, ampak sej, a veš... Sej me ne preseneča, sej to je normalno. Ja. Zdaj bom pa prav biti ciničen, ampak ne vem reči. Ne, ampak sarkazem je pač, ja, sarkazem ima po mojem tudi ta element, ne, ta neke sorte pač tako škodljivost, neko ost ima, ne, a veš, tako škodoželjnost pravzaprav, ne. Mene zanima že ta etimologija, ne, ki iz grščine pride, ne, sarkazmos. Ne. Trgati nekaj. Ja, mislim, da ki žre meso. Meso, ja. Ki se zajeda, nekaj v tem smislu, se mi zdi. Ne. Ja, tako da to, ja, cinizem, ne, je pa tako, je pa pogled na svet pravzaprav. Ne. Je pa... Ampak tako zelo negativen, ne? Ja. Ja, tako da to vem, ja, to so bile pa tiste razlike, takrat so me pojeli, takrat pa res nisem znal čist dobro povedati. No, ampak meni se zdi, da ni bilo tako tista tvoja opredelitev. No? Če sem sploh kaj opredelil. Ja, mislim, nekaj sem prav podati, no? Ampak vem, prav, pa še kar dosti časa so mi dali tam, tako se mi zdi tako malo preveč. No, mislim, da saj sem dobil tak občutek, da si edini od ljudi, ki so jih spraševali, ki se malo pozna. Ena gospa je bila simpatična. Cinizem, to je, kaj moj mož govori. Celo ne v nekem smislu. To je pa moj mož. Ja, tako. Ja, ampak no, to pri ironiji, ne, ki si rekel, to, da rečeš eno, misliš pa drugo. Ne. Ja. To je zanimivo, zato ker to so v jezikoslovju so to zelo dobro opredelili. Ne. V bistvu so to popravili ali spravili v neko načelo in v bistvu gre za podnačelo, no, in se mu reče maksima kvalitete, ki pač narekuje govorniku, da more govoriti resnico. Ne. In
vsakič, ko ti to maksimo prekršiš, se pravi, da poveš neko laž pravzaprav, ne, si lahko povzročil nek potencialno humoren efekt. Ne. V našem primeru je to sicer ironija, ne, pač sarkazem, ne, ki pač ni zmeri mogoče humoren, ampak je v kakšnih primerih tudi žaljiv. Ne. In točno to, kar je Iva tudi prej zelo dobro demonstrirala, zelo tako in situ, ne, in medias res neka zelo slaba situacija se zgodi, ne, in ali pa recimo ne vem, nekdo ti nekaj pokaže, ne, kar je naredil, no, in ti vidiš, da je zadeva obvisli za nič, ne. Da je zadeva očitno za nič in pa rečeš, bravo, wow, zelo dobro. In to je tisto, ne, nam je zabrekel, da bi povedal resnico, ne, kar si res misliš, pa je na nek tak lažen način poveš. No, ampak meni se zdi pač tak način humorja tudi do neke mere nekonstruktiven, bi jaz rekel, ne. Pač je usmerjen, da nekaj ruši. Ne? Lahko je. Tega se tudi izredno hitro nalezaš in se mi zdi, da ima tudi vpliv na dojemanje pa situacij in pa če si skosmo sarkastičen, lahko hitro tudi ciničen rataš. Ne? Ja. Pa nikoli ni nič dobrega. Ne? Zdaj, imeti v kakšnem kreativnem timu se mi zdi tak način humorja bolj duši kreativnost, kot jo spodbuja. Ne? V tem smislu je lahko humor, mislim, da včasih tudi dekonstruktiven. Medtem, ko pri ironiji, kdaj pa lahko malo razelektri okolje in pač malo tudi pozitiven pristop. No? Meni se zdi tako nasplošno, te balkanski filmi imajo včasih tak ironičen, malo igriv pogled na življenje. Ne? Pa dobro, tako je, kaj če gremo naprej. In to je ena razelektritev, ne, se mi zdi. Ne, zdaj pa pozitivno smernost naprej. Ne. Čisto odvisno, zakaj humor uporabljaš. Ne, tako, dosto tudi konteksta odvisen, zdaj, če ti humor uporabljaš prav na ta očitno žaljiv način, na račun neke osebe, zato da bi jo izločil, ne, iz neke skupine, no, in se potem vsi drugi šalijo na njen račun, ne, to je lahko mogoče najprej smešan, ne, pa počas postaja zoporen, ne, in žaljiv. Ne. Ker pa, mislim, tako je, no, se mi zdi, ta tudi filozofska opredelitev humorja v superiornosti, no. Pač, da ti nekaj smešen, kar je pod teboja, ne. In pač zaradi tega, no, se mi zdi, to je mogoče pol en tak način humorja, ki je mogoče popularen v pubertetniških letih, no. A veš, kjer se človek pač zaradi ene lastne nesigurnosti, ne, ko vemo, da puberteta je izredno zanimiv čas z tega vidika. Potem najdeš, ne, tako da nekoga recimo ponižaš ali pa se šalaš na njegov račun eno moč, ne, eno superiornost, eno sigurnost, ne, ko se pa plata zamenja, kot rečemo po domače, pa ni več smešen. Takrat se moraš pa naučiti zabijati nazaj. Kajlat. Kar se mi zdi pa potem, ko človek odrašča, to je tudi če dalje manj. Zmeri manj tega, zmeri bolje to se mi zdi tako sredstvo, veš, ki za razelektritev, ki ne ustvarjaš nekih nivojev med mano pa tabo, ampak veš, tako se. Kaj se mi zdi, da pa tudi to toliko zaželeno, oziroma tudi drugi so do tega bolj, ne vem, pač, kaj si prej rekel, da se to večina malo v puberteti uporablja, ko se mi zdi, da imaš tudi ti malo, ne vem, mogoče tudi težav samozavesti, oziroma na ta način, kakor sebe narediš kot neko avtoriteto, ne. In se pač v bistvu res vzpostav potem tiska pa najbolj druge zabija ali pa najbolj take šale ima, ponovadi so to neke bolj, ne vem, taki alfa ljudje, ne, pač, ki zbirajo okrog sebe, pač na ta način, ne. Ampak potem pol bolj v odraslosti se mi zdi pa, da tudi ostalim taka kakor skupinska ureditev, ne, ni več všeč, se pravi, da je samo eden tist,
pač, da se pričakuje, da smo si pa med seboj bolj enakovredni, tako da se mi zdi, da pač tudi tak humor ne bi naletel, ne vem, kar ima včasih imel nekaj tudi oboževalce, ki so se smejali z njim, ne. Zdaj pa pač jih po moje niti nima, ali si pač mogoče pa so, pa si pač mislijo drugo, ne, tako, na ta način. Ja, no se to je meni, veš, meni so najboljše te izkušnje s humorem prav tiste, veš, ki se pač, ne vem, s skupino kolegov malo tako zafrkavaš, no, in en pove, ne vem, neko smešno situacijo in poje vsak nekak prispeva svoj dodatek k temu in je vsakič bolj smešen in tako, no, neka taka veriga se ustvari poje, no. To recimo spravi nekaj, kar se tako, kar se tako neka skupina ljudi deli, ne. Ja, pa jaz mislim, da gled tudi potem, ne, humor, če je pa usmerjen, da se znaš nahecati na svoj račun, ne. To pa tudi ena, se mi zdi taka, ko bi rekel, notranja svoboda ali pa zrelost, ne. Pa se mi zdi, da to tudi zelo zaželen, mislim, tako da se znaš sam o sebi pohecati, pa da potem tudi drugi manj zamerijo, če se tudi na njihov račun. Ja. Je se to kakšni, ne vem, kdo je že bil, ampak tako, enega stand-up komika sem poslušal enkrat, no, ki je malo govoril o tem, kaj on počne, tako, mislim, kaj je teorija pravzaprav za njegovim delom, in je rekel, da je pravzaprav najbolj sigurno to, da človek za snov, za šalo vzame samega sebe. Tako, da gre na svoj račun, ne. Da to tudi pač z ljudmi najbolj tako rezonira, ne. Se najboljš na take stvari odzovijo, neka samokritika in tako, veš, se mi zdi, da je podoben, pač, da to je tako skladno s čistimi, veš, načeli retorike, ne, da tudi govorc v vsaki situaciji mora nekako se nekako pravzaprav na nek način ponižati pred ljudmi, ne, da ga oni oziroma se jim predstaviti kot nekdo, ki ima neko ponižnost, ne, da ga pa lažje poslušajo. Ja, v tem smislu, če izhajaš neki zlašne izkušnje, ne, boš tudi vedno, ko bi rekel, bolj relatable, bi rekel angliži, kako je to slovensko, Iva? Primerljiv. Se lažje poistovetijo. Tako je, z glagolom. Ja, tako. Se lažje poistovetijo s teboj. Tako da. No, veš, glih to, ne, zdaj sem se prav spomnil, no, kako, veš, ki moraš samega sebe vzeti za snov, ne. Se spomnim enega otroka, no, ki je nastopil na tej, veš, Britain's Got Talent, ne, in je pač nastopil kot stand-up komik, ne vem, star, ne vem, koliko je 12 let, kaj tazga, pa bil je invalid, ne, in pa je pač, ne vem, mislim, da je glih Simon Cowell ga je vprašal, no, kaj delaš v prostem času, ne, tam, kjer je tista predstavitev na začetku, in pa je rekel, da je on profesionalen gimnastik, ne, in pa so se vsi začeli smejati, recimo, ne, tako, taka stvar, ne, da se iz samega sebe malo tako ponorčuješ pravzaprav, ne. Kaj pa kaj mislite o vicih? O vicih? Ja, kakšnih? A se vam zdi, mislim, a so vam smešni sploh, kjerikoli, nobeni, mislim, ali pa sam način? Ja. Tako. Pač kot način humorja. In veš kaj, kakšni vici so res slabi, ne. Ampak so že rada tega smešni? Ja, veš kaj, ni zmeri tako, ne. To je res, ja. Kakšni so prav zaradi tega smešni, drugače res je, ampak včasih ti pa kakšen vic prav lahko poslabša dan, ki se rečeš pa, zakaj sem mogel to slišati, in to je res brez veze, ne. So pa tudi kakšni dobri, ne. Poznam dosti folka, ki se te vice bolj zapisujejo, ne. In jih pa lahko tako delijo z drugimi na kakšnih takih tako dogodkih in to. No, jaz rajka vice imam mogoče anekdote iz življenja, kako kaj razlaga, kaj se mu je zgodilo. Ampak pol je ful važen način, kako razlaga, ker se mi zdi, ne znajo vsi povedati smešne stvari, tudi če je smešna. Pač, mogoče osebi se zdi, čakaj si ti se primer tega slučaja. Ja, drugače sem, pač jaz ne znam govoriti smešnih stvari, tudi če so smešne. Ne znam opisovati zgodbic, ki so se mi zgodile na zabaven način, res ne znam. Pač ne vem, kako ljudje to naredijo, ampak ja, pač se mi zdi, da moraš imeti res talent za pač način pripovedovanja, kako stopnjuješ, ne vem, napetost ali pa neki. Pravzaprav je, kakor sem opažal, no, tudi recimo v kakšnih filmih pa tako, pa knjigah, ne, je tudi slabo povedana zgodba lahko tisto, s čimer hoče avtor vzbuditi smeh, ne.
pri naslovniku in tako. Ne. In grede, to je tudi kršitev ene od maksim. Ker teh maksim je več. Ne. In tukaj gre za maksimo načina, ne, ki narekuje človeku, da mora govoriti jasno, brez dvoumi in pa urejeno. Ne. In če ti namerno, ne, zdaj neko zgodbo kar nekaj zašuštraš, ne, pa nekaj kompliciraš tam, pa je to lahko po mojem tudi smešno. Tako da ja. Ampak jo moraš znati zakomplicirati. Pa... Ja, sej, ja, to moraš znati pokazati, da jo namerno kompliciraš, ne, ali pa, ne vem, ali pa avtor mora to znati pokazati, ko pač opisuje, mislim, ko piše o tem, kaj nek lik počne in tako, ne. Ja, če gremo nazaj na vice, ne, se spomnim, v novicijatu je bil en sonovinc iz Romunije. In je on rad govoril vice. Ampak pa je začel vicov po italijanščini znal. Pa tudi, če bi jaz včasih slišaš kakšen vica, ne, sploh če imaš kakšne te interne nacionalne štose, ne, med severom pa jugom ali pa tako, ti niso smešni. To je isto, kada bi razlagal recimo njim vice o sobljen Slovenc, Hrvat, pa Srb ali pa Bosanca. Ne. Pač že je to, da pustimo to, da so te vice včasih malo nerealistični, ampak no in ta romunski sobrat je romunske vice prevajal italijanščina. Ujej, okej. Nič ni bilo smešen. Okay. Pa sta bila pa zule, pa štrule, nekaj tazga, zule, bule. Kaj že? In je... Bule, vem, da je bule. Ja, bule pa strule, nekaj tazga. Ja, bule pa strule, na mestu mule pa haso, to ima. Ja, je to fora. In nič ni bilo smešen. Nič ni bilo smešen, res. Ker nimaš srca, da bi mu rekel, da je ti že umir s tem, što se ti niso smešni. Ker je res je vzel to kot en svoj poseben doprinos skupnosti. Ne? In pa vedno po večeri, ko smo imeli tako malo druženje med sabo sproščeno, je on razlagal vice. A pa bil vsaj kakšen smešen? Ne, ni bil noben smešen. Ja, mogoče si pa, veš, zahtevna publika. Ne? Ja, ne, pa nima smisla za humor, to je možno. Ne, ne malo je tudi to, da je odvisno tudi od samega jezika, pa mogoče tudi od konteksta, ker ja, nekoga, ki ne pozna, recimo, kot si prej rekel, pač sobljen Slovenc, Hrvat, pa Srb, pa tako, ne vem, če ne poznaš tega okolja ali pa tudi te zgodovine, pač ti to mogoče res, mislim, ti botuje to in se, ne vem, ne boš prepoznal smešnega elementa tukaj, ne. Tako, ker jaz verjetno zdaj tudi, če bi mi povedal, recimo, en štos o Italijani iz juga, pa o Italijani iz severa, pač jaz tudi ne bi razumel, mislim, ker se ne bi mogla tako dobro s tem poistovetiti, da nekaj ne razumem, pač ozadja. Ja. Se pravi, je, lahko rečem, da en vic ima en tako ogrodje, imamo pa še odzadje, ne, ki ga najbrž ti spadaj na podlago, da je smešen ali pa ni. No, vse to, ne, to, ne vem, to mene zdaj malo asocira na to, kdo mora človek biti, ne, da določene vice razume, ne. A veš, ki smo govorili o tem, recimo, da zdaj, kdor je, ne vem, Romun, ne, in je tam odraščal in je s temi vici odraščal, pač oni te vice razumejo in si jih govorijo in so zelo navdušeni nad njimi in se jim smejijo in tako naprej, medtem ko kdo drug ni tam odraščal, ne, v tem ne vidi ničesar. Ne. A veš, aj podoben pa je tudi čistko, ne vem, z nazori, ki jih ima človek, ne, se pravi to, kar sem tudi mogoče prej malo napovedal, ne. A moraš ti vseb vzdrževati neke, recimo, rasistične poglede na svet, da lahko razumeš oziroma da se ti lahko zdijo rasistični vici smešni in tako naprej. Ja, to je spet odvisen, zakaj je en vic izrečen ali pa ena šala izrečena ali pa tako, ko sem prej govoril o temu, se pravi, superiornosti ali pa če s tem namenom izrečeš eno šalo, ne, se pravi, da svojo dominacijo nad nekom uveljavaš, ne, se mi zdi, to je obsojanja vredno, ne. Ja. Če imaš pa ti eno za, ne vem, tole razelektritev, ne, ali pa poudarjanje absurdnosti situacije, ne, pa če te elemente uporabiš, ne,
se mi zdi pa čisto sprejemljivo. Ne? To je zelo zanimiva debata, drugače. Dejansko, kot sem jaz videl, no, se veš tudi nekakšni filozofi, ki se ukvarjajo s humorjem in s tem, ali pa analitiki diskurza in tako naprej, da se imajo zelo tako debato, a je to res ali ni, ki pač eni recimo trdijo, da to, da se ti smejiš takim vicam, recimo, da to pač vsebuje že neko predpostavko, da si ti tudi, recimo, seksist, če se smejiš seksističnim vicam in tako. Medtem ko drugi to popolnoma zanikajo, ker pravijo, da se tukaj deli, da ti ne moreš upoštevati samo tega, kar nek vic pomeni, se pravi semantiko tega vica, pa kontekst. To sta dve ločeni zadevi, kontekst, v katerem ti ta vic poveš. Recimo, pomaš te fore, da nek vic sigurno ni smešen za družinsko mizo, ali pa na nekem pogrebu, ali pa kaj tasga. Je pa recimo smešen takrat, ko ga nek gimnazijski profesor pove svojim dijakom. In zdaj, zakaj je to? Zakaj se dijaki takim vicem smejijo? Recimo, pač najbolj zato, ker se jim zdi, spet, pridemo nazaj do absurda, se jim zdi ta situacija čisto absurdna, gre za absurd in za šok, in je to dvoje tisto, kar producira potem smeh. Pač, kaj je povedal zdaj, kako si drzne to, to je pa profesor, to je tisto, kar je pa ljudem smešen, po mojem. Mislim, to pravi tudi, to so vse te debate pa o tem. Spravi se po večini zavrača to dojemanje, da mora biti človek že sam po sebi nek rasist, da se lahko smeje tem vicem. Meni se zdi, da pač glede tega, da tudi, če se ljudje smejejo, se po moje smejejo zaradi tega, ker se čuti neka potreba, po razelektritvi, ker pač če se pa ne bi smejali, bi bil pa sam nek tak zelo čuden moment. Aha. In on bi bil potem spet izpostavljen in s tem bi pač res rekel, ti si pa zdaj en res tak rasist ali pa nekaj v tem smislu, pač tak občutek bi bil, ne? In da je potem ta smeh tudi kakor sicer pač a ne neka sprostitev te napetosti in ne pomeni pač potrditve, ali da se nekdo s tem strinja, ali samo da pač se razreši socialna situacija. Pač se pravi, neke sorte smeh iz usmiljenja, stvar vljudnosti. V bistvu tudi to, mogoče malo. To je tudi zanimivo. Ne vem, pa sem recimo, enkrat, ko sem to malo gledal, sem tudi čisto naletel na nek argument, da je to zaradi tega, ker ima človek deljene kognitivne sisteme. Zdaj, če kdo kaj bolj strokovnjak za nevropsihologijo in take stvari, se kar oglasi. Jaz sem to bral čisto kot laik. V glavnem, se pravi, da ti lahko, razumeš nek, da moraš reči seksističen kontekst na tem in ga razumeš samo na področju humorja. In tam lahko govoriš te šale in se jim smeješ in tako naprej, ampak v katerihkoli drugih kontekstih, ki se ne tičejo humorja, na katerihkoli drugih področjih, pa ti ne vzdržuješ teh idej, oziroma teh nagnjenj ali pa teh nazorov in tako. In hkrati človek potem tudi zelo pas, da ne bi to, kar ti vzdržuješ na tem humornem področju, prodirali v tvoja druga področja. Recimo, spravi, da se sicer kažeš na ven kot oseba, ki absolutno ni seksistična in tako naprej. In, tako naprej, in to vklopiš samo takrat, ko gre za humor. Tako, in tudi to se mi zdi zelo zanimivo. Taka stvar. Je važno tudi kakšne okolje. Se to, to, kar si ti rekel, pač nekaj je mogoče v razredu srednje šole, smešno za mizo pa ne bi bilo. Ja. Ampak obstajajo recimo tudi ljudje, ki imajo prav, mislim, temu se dejansko reče, specifične učne težave na področju jezika oziroma predvsem recimo težave jezikovnega razumevanja, še bolj pa tudi, to glih kaj je moje področje, neverbalne specifične učne težave, ki imajo pa težave v tem kontekstu razumevanja besedila oziroma pač nekega pogovora, tudi nekaj socialne interakcije, predvsem zaradi tega, ker je pač to nek zelo tak abstrakten pa kompleksen proces, pač ti moraš upoštevati in to, kaj ti dejansko zdaj nekdo govori, v kakšnem kontekstu ti to govori,
kaj zdaj to pomeni za njun odnos, ne? In pač tega dejansko niso zmožni sprocesirati, pa imajo popolnoma pač povprečno ali pa celo nadpovprečno intelektualne sposobnosti. Ne? Tako da to se mi zdi tudi zelo zanimivo in pol zaradi tega, ker nekako ne razumejo pol humorja, prenesenih pomenov, metafor, pa takih malo bolj abstraktnih pojmov, ne? Tako zelo izpadajo pol malo čudaški, pač, kako da pa ti, mislim, tega ne razumeš, ne? In so pol tudi tako zaradi tega izločeni, tako kot zanimivost. Ja, no to ne bi bilo recimo en element pri avtizmu, ne? Tudi, ja. Recimo take stvari. Da razumeš stvari bolj tako črno-belo, se pravi, da, da ni nobenih podtonov ali pa, ja. Ja, da, a veš, da ne vidiš prek tega dobesednega pomena, ne, recimo. Ja. In pa sem spadajo še vse te šale oziroma kršenje maksim in metaforične pomeni in tako naprej. A veš kaj, ne, to je bilo prej ful zanimivo, veš, ki si rekla, da je lahko smeh tudi, veš, odziv, da ne bi ta človek zdaj bil sramočen ali pa kaj tazga. Smeh iz usmiljenja. Smeh iz usmiljenja, to je tudi eno od načela. Ne? Eno od načel medosebne retorike in sicer gre za maksimo taktnosti oziroma maksimo vljudnosti. Spravi, da ti izmeri, a veš, čisto podzavestno skrbiš za to, da bi se drugi mogoče počutili čim boljša, ne? Ali pa da drugim izkazuješ čim več spoštovanja, ne? Sebi pa čim manj, ne? Oziroma nekaj v tem smislu. Ne? Ali pa vsaj, da verjetno, da ga drugim več, kot ga sebi. Ja, no oziroma, to vidi. Pač spravi za en tak spektr gre, ne? V katerem ti skrbiš za to, da bi se drugi čim bolj počutili, ne pa da bi se ti boljš počutil, ne, spravi, bolj gre za to, ne, in se mi zdi, da poje nekaj en pove neko šalo, za katero že čutiš, da ne bo naletela na plodna tla, ne, se že pripravaš na to, da boš, zato da bi rešil ugled tega človeka, da se fake zasmejo, ne, in tako, pač, ne vem, tako zelo zanimivo, no, še eno od teh načel, ne. Sam še eno, ok, kjer imaš pa še dve. Drugače sta še dve, ja. Mislim, to ni naravno glih, ne, da jaz se predavam. Zakaj pa ne? Ja, ne vem, mislim tako, pač, meni so to res ful zanimive stvari, no. A veš, res mi je zanimivo, no, kako so humor, ne, ki se zdi taka čist neopredeljiva zadeva, ne, čist nek tako fluiden pojem, ne, celo mogoče subjektiven in tako, ja, valjda subjektiven, seveda, ne. Ali pa tudi ne. No, čeprav tisto, kar sem zgledal, predvsem te filozofske zadeve, pač ima kar težave opredeliti, kaj pravzaprav je humor, kaj je... Ja, sej. Da se že vstav na začetku, kaj to je humor, ne? Pač, da je vse hitro prestal na ta nivo... zakaj neki smešen in zakaj ni, ne. Ja. Ali pa kdaj, to se meni zdaj zanimivo, ne, v enem članku, ki sem ga bral, a je avtomatično smeh povezan s humorjem, ne, in kaj, okay. Kakšen smeh je kdaj in tako naprej, no. Dobro, ampak prav tisto, kaj je humor, ne, pa ni tako lahko opredeliti, ne. Ja, prosti. Sorry. Da v bistvu v preteklosti se je že kdo probil s tem obadati, ampak ne pridejo do dna, ker ne more priti do nekaj uporemljivega, ki bi kakšen koncept najbrž, ki ga bi lahko znal vse posplošil, ne. Tako da je malo skrivnosten tudi humor, ne, sam po sebi. Ja, no, ampak res sem bral v nekih poskusih, ki so recimo izluščali ta dva res ključna elementa humorja, ne, pač nek absurd pa šok, ne, in da to ne bi se bolj lahko posod aplicirali in pač, ampak ok, se kljub temu je humor še zmeraj pač stvar okusa gotovo, ne. A veš, v smislu, da ni zdaj neke situacije, kateri bi se smejali čisto vsi, ne. To pač sigurno ni. Ampak so pa, ja, mislim, da so, no, a veš, neka pravila pravzaprav, neka načela, po katerih tudi humor deluje. Ne. Ja, seveda, no, ampak kako deluje, kaj pa pravzaprav je, pa kaj, ne vem. Najbrž kaj je, ampak je tudi najbrž zelo kompleksna zadeva, ne. No ja, sej.
Meni se tudi zdi, taka zmuzljiva stvar. No. No, se vidiš, pač Ampak se to je glih narava humorja, ne? Pač, da ni to resno, ne? In tako ga resno ga ne moreš tudi obravnavati. Ne? Pa zgubi malo čara svoje, ne? Tako da v bistvu smo si kar težko nalogo zadali danes. Ja, se to je. Maksime smo šli vse čez, Peter. Ne, še 2 ostaneta. No, daj pa povej. Za konc pa povej, no, kar ste še ostali. Ne, dobro, ok, prav. Pač smo rekli to o kvaliteti, ki bi moral skozi resnico govoriti, pa je ne, in je to pa tisto gonilo ironije, iz katere pa je pred tudi sarkazem, recimo. Kaj smo še, mislim, da smo rekli še to o načinu, spravi, da moraš biti jasen in tako naprej, in da je to lahko, je smešen. Je bila pa ta, recimo, maksima relevantnosti, pač, ki od tebe v bistvu zahteva to, da govoriš o relevantni temi, ne pač o temi, o kateri poteka pogovor. In recimo, ne vem, jaz bi rekel tukaj, meni je tak zanimiv primer je zato, da te eno vpraša, greš na sladoled z enim, pa te vpraša, pač, boš jagodo, boš čokolado. Ja. Ne, jaz sem spomnil, ne vem, če bi to pod to Maksimo spadal. Jaz se spomnim v Italiji, smo imeli v skupnosti goste, pa smo mi stregali pri mizah, ne. In jaz sedem nazaj za mizo in preden sem šel, so govorili o različnih nacionalnostih, ne. In je en razlagal, kaj je malo težan bil, ne, kako je, ne. In jaz se pa sedem in me ena gostja vpraša, jaz dam naprej meso, ga nisem vzel, ne? In me vpraša, a ti si vegetarijanca, ne? Jaz sem pa zastopil vse Italijano, no? In sem rekel, ne, jaz sem Slovenc. Tako ga način pogleda, ne? Recimo, ja. Ampak pa slišiš, ne vem kako, iz sosednjih mi so se začele režati. Ampak ona se pa nismo jala. Ne, ona je pa pač tako iz uvedne delnosti. Naprej, da, ne. Ostali so se pa začeli režati, ne, pa ni bilo jasno, ne. Pa sem pa, okej. Ja, no to, veš, recimo, čisto v praksi, ne. Sem, da ti si nezavedno pač kršil to, ne, Maksimo, ne. Peter, vsi kršimo te Maksime nezavedno. Sploh, če se učiš jezika, ne. Ja, sploh še se učiš jezika. Ne. Meni je enkrat ratel, še to povem, bom pa zaključil, ratel zamenjati pridevnika hvaležen z ljubek. In sem rekel, jaz sem zelo ljubek. V italijanščini. To se ful hitro zgodi. Yeah. Meni se je to skozi dogaja, recimo, ko sem se madžarsko učil, ki itak ti tiste besede po korenih ti nič ne pomenijo. Ne. So samo v bistvu sklopi črk. Ne, in pa vem, da sem, ne vem, na en test sem delal, no, in sem mogel napisati ne vem, pač predlagati sem mogel, da se dobimo z enimi prijatelji, pa da gremo v kino. Ne. In pa sem jaz recimo napisal, ok, dobimo se na tej in tej ulici ob 4:30 zjutraj. Zato, ker pač toliko easy zamenjaš tisto zjutraj pa zvečer, ne. Ena je pa bila tisto, sem mogel povedati, recimo, kaj bi priporočil človeku, ki se hoče naučiti tega jezika, ne? In sem jaz napišem nekaj nasvete, na koncu pa najbolj pomembno je, da se takoj udaš. To me je dejansko ratali in on, ki je to popravljal, se je krasno zabaval v tem. Ampak to so čisto take. Ja. Ne, ampak to so bolj... To je humor. To je humor, ja. V najbolj pristni obliki, pa najbolj nedolžni. Ne? Ja. Se to, ne. Ampak ja, no to, veš, ki sem prej omenil tisto, to glede relevantnosti, ne, se mi zdi pa en tak pomemben, podoben primer, ki pa krš Maksimo kvantitete, ne. Se pravi, da ti poveš količino informacij, ki je ali prevelika ali pa premehna, ne. In recimo je lahko je, primer za to recimo je to, ne, da te eno vpraša, ne, pač, kaj pa po poklicu tvoja teta recimo, ne, in pač pričakuje od tebe nek čist tak splošen odgovor. Ja, ona je pa, ne vem, ona pa predava na faksu, ne. In ti pa poveš lepo, ja, ona je pa na filozofski fakulteti, Aškarčeva 4, nadstropje 3, kabinet 211, ne, 311 recimo, ne, in to vse poveš, no.
In to recimo kršne te maksime in pojem bi to lahko bilo v kakšnih kontekstih tudi smešen. Ne. Še bolj je pa zanimivo to, ker pa poveš premalo informacije, ne, in spet kršiš to maksimo. Ne. A to je recimo, kaj si pojedel za kosilo? Ja, hrana. Ja, no to je to. Ja, to je ta najbolj tipična in tudi najbolj taka zoprna, annoying šala ever. Pač kaj je bilo za kosilo? Hrana. Ja, dober. Dober tek. Thanks. Vse to, ne. Tako da ja, no. In to kršenje je pa v bistvu en tak vir humorja, no, vir smešnosti, ne. Po mojem. Tako so to pogruntali, ne. Ta pravila so nekako izpeljali poj. Ja, ampak mora tudi se vse poklopati, če ne, mislim. Ja, sej. Ta hrana, primer s hrano meni smešen, so pravičen, ampak. Ne, pa sej, a veš, se to, ki ti je lahko, ne vem, jaz si predstavljam tako, pač konkreten primer, ne. Če bi en to meni naredil, mi tudi ne bilo smešen, pa če hočem res vedeti, kaj je bilo za kosil, ne. Kakšni tretji osebi zraven je pa to lahko, veš, tisto, ne, pač, ne. To so se neke fore, sam so pa zoprne, no, tako, smešne sam. Ja, ene fore so zoprne, ja. Unmo, ki ti jo naredi, pa kakšnemu zraven še, in to. Ampak to je vse nedolžno zabava, pač malo zbodeš človeka, malo se ponorčuješ. Dragi poslušalci, drage poslušalke, hvala, ker ste bili z nami. Poslušate nas lahko na Google podcastih, Anchorju, Spotifyju, še kje? YouTubeu. Pišete lahko na Facebook. Tako. Ali na Instagram. Instagram, ja, na Instagramu smo pod Jezuitski kolegi. Tako da upam, da ste uživali v današnji oddaji, da ste se tudi kaj nasmejali. Pa se smejte še naprej do naslednje epizode. Lepo se majte. Čau.